dragi udeleženci, pozdravljeni in dobrodošli na tretjem povezanem webinarju. Danes se bomo posvetili tematiki učenja novega jezika. Ti časi so namreč odlična priložnost, da usvojimo poleg številnih veščin tudi kakšen nov jezik. Posvetili pa se bomo malce drugačni metodi, kot je klasično učenje jezika. Govorili bomo o tem, kako ustvariti okolje za usvajanje jezika. Z nami bo predavatelj Matej Sedmak, ki je po izobrazbi sicer diplomiran politolog, sicer pa se opiše, sicer zase pravi, da je raziskovalec, lomilec mej, popotnik, je pa tudi ustanovitelj podjetja in blagovne znamke LLB za učenje tujih jezikov na Japonskem. Matej tekoče govori angleško, špansko in japonsko, pasivno pa obvlada kar 14 tujih jezikov. Preden predam besedo Mateju, naj vam povem še, da bomo veseli tudi vaših vprašanj tekom webinarja. Zastavite nam jih lahko v polje Q&A, ki ga najdete na spodnjem delu ekrana, ali pa preko funkcije chat, ki vam je na voljo tudi za kakršenkoli klepet med vami ali z organizatorji. Toliko z moje strani, sedaj pa besedo predajam tebi, Matej. Najlepša hvala, Polona. In dobrodošli vsi skupaj. Hvala, ker ste se odzvali temu vabilu in ker mi dovolite, da se z vami pogovarjam o svoji najljubši temi. Ko sem jaz do tega prišel, učenje jeziku je bilo tako, da sem se približno 6 let učil nemščine tekom srednje šole, faksa in po 6 letih sem bil na ustnem izpitu v drugem letniku faksa in nisem mogel 5 stavkov povedati skupaj v nemščini. In takrat sem gotovo, da pač angleško znam očitno, ker sem se učil že od rane mladosti, ampak pri drugih jezikih pa očitno nisem več talent. In zgleda, da je moj talent začel upadati in da se moram sprijazniti pač s tem, da se novih jezikov pač ne bom več učil. In tu sem jaz pri svojih 19 letih prišel do tega sklepa, dokler se nisem odločil za eno tako večjo potezo v življenju, odločil sem se iti na pot okrog sveta, na koncu drugega letnika. Tu sem objavil svojim staršem najprej, takrat so skoraj srčni infarkt doživeli, takrat me je tudi Pop TV spremljala in tako sem bil precej v medijih. In v glavnem, hotel se pač najti, kaj si želim početi, nisem se ravno videl v politologiji, tako da sem pač iskal nek drugi izziv. In takrat sem se odpravil na pot okrog sveta, sem se začel učiti nekaj italijanščine na poti, pa sem se začel učiti francoščine, španščine in sem videl pač, da ti jeziki ne obstanejo dolgo časa in da tudi po enem mesecu recimo učenja se še zmeraj ne moram pogovarjati o teh jezikih. In potem sem takrat bil na enem seminarju v Ameriki o učenju, ko me preseneti inštruktorica z enim novim načinom učenja jezika, da ne poskusim pa na drugačen način. In takrat me tudi prepričala, da nisem izgubil nobenega talenta v tem času, kar je tudi rekla, da smo odrasli bistveno bolj talentirani za učenje jezika kot otroci, in kar sem zdaj v svoji karieri učenja odraslih gotovo, da se nekaj 20 do 50 krat hitreje učimo jeziku kot otroci. In to sem tudi probal pri sebi. Tako takrat, ko sem šel v Mehiko iz Amerike na mojem štopu okrog sveta, sem se začel učiti španščine spet. In kaj se zgodi po 10 tednih te nove metode, tega novega pristopa, o katerem bom tudi govoril malo kasneje, sem naenkrat spregovoril in potem govoril več in sem v bistvu po 6 mesecih je španščina postala moj tretji jezik, poleg angleščine. In me v bistvu presenetilo, da zmorem se nečesa takega naučiti, kljub temu, da sem mislil, da nisem več talent. In potem sem se tako začel učiti po malem drugih jezikov. Japonščino sem se tudi naučil, medtem ko sem bil na Japonskem v približno 1000 urah, da tako rečem, do nivoja, da sem lahko predstavil recimo svoj posel na uro pa pol dolgem seminarju recimo in pol tudi vodil posel na Japonskem in nekako živel lahko v polnosti. Tudi z mojo hčerko sva se to pred
6 mesecev pogovarjali samo v japonščini. In vse te izkušnje sem v bistvu navedla do enega drugačnega pogleda na samo tematiko učenja jezikov. Tako da jaz kar danes upam v tem webinarju, da se zgodi, da boste na koncu odšli z enim popolnoma novim pogledom na to, kako se lahko učite jezika, kako preprosto to je, kakšna je biologija učenja jezika oziroma fizika, oziroma kakšen je ta sistem, ki je neke vrste metasistem, znotraj katerega se lahko vi sami naredite sistem. Tako da danes vam bom povedal nekaj teoretičnih predpostavk, kako sem do tega prišel. Pač slišali boste tisto teoretsko osnovo za sam ta model, predstavil bom model tudi kot tak, in pa imam tudi kratko predstavitev mojega samega dela na Japonskem, ker boste videli, kako sem lahko to implementiral kot coach. Tako da ta seminar je v bistvu namenjen v prvi vrsti ljudem, ki bi se želeli naučiti novega jezika, v drugi vrsti ljudem, ki bi želeli poučevati tuje jezike oziroma izboljšati svoj način poučevanja tujih jezikov, in v tretji vrsti za ljudi, ki jih zanimajo sistemi in kako stvari delujejo na en tak globlji način. Tako da zdaj imamo en tak zelo nenavadno okolje, kar povem, da jaz govorim in zrem v računalnik, zrem v ekran, ne vem, kje ste vi, kdo ste vi. Tako da več, ko mi lahko napišete v tale chat kakšnih vprašanj, odzivov, hate speech, karkoli pač želite početi, tako da se nekako nekaj se odzivate, tako da bom lahko videl, kaj se to dogaja v vaših možganih, na vaših ekranih, v vaših računalnikih, da lahko malo občutam, če kakšna zadeva pristane. Veš, tako recimo na Facebook live imamo ponovadi tiste srčke pa lajke, tako da lahko tudi vi se malo odzivate. Tako se tudi, da bom jaz še bolj relevanten, da bom res vam dajal tisto, kar vi potrebujete, oziroma tebi, kar ti potrebuješ. Jaz upam, da se lahko tikava, ne? In potem tudi lahko dobiš nazaj od mene feedback. V glavnem, če gremo malo hitreje, hvala Vesna. Ena izmed osnov tega pogleda je, da najprej pogledamo, kako jeziki pridejo v nas. Se pravi, če si že tekoč v nekem jeziku, kako je do tega prišlo, oziroma če želiš postati tekoč v nekem jeziku, kakšna je tista osnova, s katero lahko pač priješ noter, kako pride neki jezik vate. In se pravi, tu bo tisto naše raziskovalno vprašanje, s katerim bomo začeli. Se pravi, kako usvojimo, nimam pa, se mi zdi, da imam lahko risalni blokec tukaj, pa ga ne morem, nič hudega. V glavnem, po mojih izkušnjah večina ljudi razume ta proces popolnoma napačno. Se pravi, če pogledamo, mogoče še tik pred tem, da sam damo na stran nekaj mitov, ki veljajo v učenju jezikov. Recimo, nekateri ljudje verjamejo, da se pri 40, 50, 60, 70, 80 letih ne more učiti jezika. Tako sem jaz mislil pri 19, da se ne more več učiti jezika, ker sem prestar. Po mojih izkušnjah starost nima neke bistvene zveze s kapaciteto učenja jezikov. Ima zvezo to, koliko jezikov si se naučil v zadnjih 5 letih, recimo. Se pravi, če se moj učitelj Steve Kaufman, on je zdaj star 80 let, govori 19 jezikov, zdaj se uči svoj 20. in 21. jezik. In njemu grejo jeziki zelo hitro. Ko se začne učiti nek nov jezik, je že 3 do 6 mesecev kasneje že razmeroma tekoč v tem jeziku. In tu sem ga opazoval, ko je začel z novimi jeziki in sem videl, s kakšno hitrostjo je lahko to povzel. Ravno tako moj kolega Gabriel Weiner. Jaz imam ogromno učiteljev in pa prijateljev poliglotov, s katerimi smo v bistvu razvijali te sisteme, ki sem jih tudi na Japonskem začel graditi. Se pravi, leta nimajo bistvene zveze. Zdaj če vemo, da neka kapaciteta možganov se manjša skozi starost, ampak to ni bistveno pri samem procesu učenja jezikov. Jaz sem tudi imel stranke, ki so bile vse med 13 pa 84 let in
tudi recimo sem lahko videl podobno hitrost usvajanja, ne glede na starost, a bistvo pa je bilo to, da smo si nekaj drugega bilo bistvo, kar bomo povedali malo kasneje, pa v glavnem starost ne bi smela biti neka bistvena ovira. Druga zadeva, dosti ljudi misli, da se otroci učijo jezikov hitreje od odraslih. To absolutno ni res. Z otroci sem imel, kakršnokoli izkušnjo sem imel z otroci, je bilo potrebno 5 do 10, tudi 20-krat več dela, recimo za isto usvojeno količino znanja. Tako da absolutno otroci se ne učijo hitreje jezika od nas odraslih, ampak se odrasli učimo 20-krat do 50-krat hitreje. In tu sem pripravljen v vsakem trenutku narediti eksperiment, kjer imamo lahko isto količino časa otroci in odrasli in boste videli, koliko se bomo v tej isti količini časa odrasli več naučili. Seveda, če se učimo na pravilen način. In potem je tukaj še en mit, mogoče v učenju jezika, in to je ta, da učenje jezika je naporno, je potrebno ogromno časa za to, in pa da rabimo nek poseben čas, posebne talente in posebne veščine, česar tudi ni potrebno. Tako da tu so tiste neki osnovnih temeljev, ki jih bomo poskušali postaviti na novo. Zmenili boste z mano zdaj to uro držali tu v glavi, da postavljamo zdaj te nove temelje, tudi če mogoče razmišljate, ne vem, o čem Matej govori, to je preveč komplicirano zame, da vseeno nekako ste z mano. Zmenjeno? Ostanete v tem pogledu z mano? Super. Ok. In zdaj začnemo pri samem procesu, se pravi, kako jeziki pridejo vate. Se pravi, kakšen je ta proces, postopek, kateri so tisti osnovni elementi. In zdaj, če boste videli tale osnoven element, ki bom povedal, če boste spoznali, napište v sporočilu, kaj je ta osnovni element tega, da se jezik učimo. Zdaj, jaz edino, kar bi si želel narediti, je, da vam lahko nekam narišem, tako bom samo odkril, kako lahko rišem tukaj v tem novem Zoomu, sam trenutek bom našel en način, kako risati samo malo. Kar če vam bom narisal, boste si lažje predstavljali. Screen share, Matej, mogoče, pa boš delil z nami zaklon. Ni whiteboarda, veš, Polona, ni whiteboarda na temle. Se bom našel nekaj. Samo malo Canvas, ne? Evo, sem našel. Ok, start drawing. Ok. Bom zdaj delil z vami. Se pravi, tule si ti, ne? Ok. In zdaj jezik na nek način pride nekako vate, ne? In kar je potem rezultat po nekem času, je recimo, da ryucho na nihongo shabereru. Recimo, da govoriš tekoče japonsko. Si podemos hablar español, también español es una lengua que puedes hablarlo en cualquier manera, de cualquier cosa. Spet je španščina pač en tak jezik. English is another language you can speak in a fluent way that's very different than trying to think when you're speaking the language. Se pravi, ti na konc, recimo, imaš ti nek jezik, kjer lahko pač govoriš tekoče. Se pravi, ta proces, medtem ko ti se učiš nekih besed, nekih zvokov, do tega, da pride do tekočega jezika, bomo poskušali pogledati na en način, ki ga nismo še do zdaj. Se pravi, pogledali bomo zdaj tale proces. Vsi vidite moj zaslon? Ok. Vidimo. Se pravi, tale proces bomo zdaj primerjali s tem, kaj bi bilo, če imamo premalo železa v krvi. Se pravi, če imamo premalo železa v krvi, kar naredimo, ne? Zdaj bom najprej karikiral tale sistem, kako se učimo jezika zdaj. Se pravi, jaz imam premalo železa v krvi, šel bom do zdravnika, ki dejansko nima pojma o anatomiji, ne? To je nekaj, kar se danes dogaja pri jezikih. Ko greste vi do učitelju jezikov, v bistvu učitelj jezikov ponavadi
ne vejo skoraj da ničesar o samem usvajanju jezika. Ne? In tako greste recimo do zdravnika in zdravnik pogleda, ja, res imate nizek prag železa v krvi. Prav, tukaj imate recept. Pejte domov, pojejte 4 šraufe, 7 matic in pridite nazaj čez en teden. In pač seveda bo zdravnik, ker ne razume še pač anatomije človeškega telesa, bo rekel pač očitno, da če ti poješ železo, boš potem imel več železa v krvi. Ne? Zdaj, taka zdravnika bi zdaj diskreditirali verjetno in bi pač rekli, da on nima pojma anatomije. Ne? Ampak ne diskreditira se pa ljudi, ki rečejo, da lahko vi preberete neko slovnično knjigo ali pa se naučite 1000 besed in da bo to nekako pomagalo vašemu jeziku, kar ni res. Ne? Se pravi, v glavnem, na tak način železa nadvignemo v krvi, da jemo matice, pač težave bomo pol imeli s prebavo. Zato, ker naš prebavni trakt preprosto ne deluje na tak način, da bi lahko iz šraufu matic lahko ven jemal železo ali pa jeklo, koliko ga prenesel v kri. Se pravi, kaj naredimo, če imamo premalo železa v krvi? V osnovi jemo hrano, ki je bolj polna železa. Ne? Se pravi, tu lahko špinača, lahko je tu recimo teran. Skratka, na tak način dvigamo skozi čas to železo v krvi in potem recimo, če je res nujno potrebno, vzamemo suplemente, ampak raje ne, kakor vem, pri nizki stopnji železa. V glavnem, čez 3 mesece recimo, če ste vsak dan pojedli, ne vem, če ste na teden pojedli mogoče 600 gramov špinače, pa spili 4 deci vina, recimo, boste lahko po 3 mesecih imeli, ne vem, za 0,1 miligram več železa v krvi. Zdaj, nisem zdravnik in ne vem, če so pač te moje številke pravilne, ampak koncept je pravilen. Se pravi, takemu zdravniku, ki vam priporoča neko spremembo diete, boste zaupali. Je tako? In zdaj, kako pa pride do tega dodanega, kako pa dobimo v naše možgane jezik. In zdaj tukaj jaz sem v bistvu šel čez teorije učenja jezika nekje od leta 1890 pa do 1980, od prevajalske teorije do naturalistične teorije, na podlagi, kjer je bil narejen Berlitz, recimo do tele audio ponavljavske teorije, na podlagi, kjer je bil narejen Pimsleur approach, do potem teorije, kjer se pač skozi slovnico, potem skozi branje učijo jezika, pa vse potem do zadnjih 3 teorij, nekako še ta tretja je tale sugestopedija, ampak v glavnem dve statistike sem jih našel najbolj relevantne. Ena je bila komunikacijska teorija in druga je bila teorija vnosa, se pravi input theory od Stephena Krashena. Zdaj, ta teorija vnosa je bila v bistvu tista teorija, kjer sem našel največ podpornih gradiv, največ poliglotov, ki sem jih srečeval po svetu, so prisegli na to teorijo. In jaz sem tudi imel največje učinke s tole teorijo vnosa. Tako da ne bom rekel, da je to edina teorija, ne bom rekel, da je to vse, kar potrebujete narediti, ampak je tu verjetno nekje 90% vašega tistega končnega produkta učenja jezika, če boste sledili temu modelu. Tako gremo pogledati teorijo vnosa. Teorija vnosa je iz leta 1977, avtor je Stephen Krashen in začela se v bistvu z njegovim slavnim govorom na Univerzi Južne Kalifornije, kjer je rekel, da se jezike učimo na en in samo en način in da se vsi ljudje učimo jezika na isti način. In ta isti način je podoben prebavi. Se pravi, tako kot prebava pri več ali manj vseh ljudeh deluje na isti način, na ta isti način se tudi pač vsi ljudje učimo jezika na en način. Se pravi, če vzamemo to, da je recimo tukaj tekoč jezik, ne? Se pravi, tukaj je recimo ta končni produkt. In potem imamo tukaj določene stvari, ki jih vnašamo, ki potem pridejo po nekih ceveh do vaših možganov. Mimogrede, možganski del, ki je odgovoren za tekoč jezik, ni frontalni korteks, kot je recimo pri pomnjenju nekih brezveznih informacij, ki jih imate, ne vem, v šoli, ampak je tu levi in zadnji del možganov, tu je
tu je Varneke regija in pa Broca regija. Se pravi, lev in zadnji del možganov so dve regiji, ki sta povezane s talamusom vmes, ki sta v bistvu osnova, kjer se v bistvu procesira jezik, ki ga vi poslušate, iz katerega potem izhaja jezik, ki ga vi govorite. Zdaj, razlog, zakaj nisem tako tekoč v slovenščini, zato ker sem verjetno zadnjih 10 let preživel večino svojega življenja v bodisi angleščini, španščini ali pa japonščini. Tako da, recimo, če bi imeli ta pogovor v angleščini, bi verjetno bistveno bolj tekoč. Zgolj zaradi tega, ker imam več vnosov v tem, pač na tem področju v drugih jezikih, kot je to recimo v slovenščini. In zdaj, kaj se tukaj dogaja? Ne? Ko vi tekoče govorite o neki temi, se tukaj vmes nekaj pretaka v vas. In zdaj, kaj je to tisto, kar se pretaka? Zdaj, tu zagotovo ni učenje slovničnih pravil in tu tukaj ni recimo učenje posameznih besed in pomenov. Nekaj drugega se tukaj pretaka. Zaprej, tukaj so neki elementi, ki prihajajo vate. In sicer prihajajo vate skozi oči in ušesa. Se pravi, oči in ušesa sta tista dva bistvena organa, skozi katere ti dobiš tele elemente, ki so bistveni za tvoje govorjenje jezika. In zdaj po vašem, kaj so ti elementi? Kako bi imenovali te osnovne gradnike, ki gradijo material, iz katerih se potem vi lahko učite jezik? Ima kdo kakšno idejo? Da se tudi Polona pa Mari vključita, ker gledam tudi, da vam nisem še povedal tega prej, lahko tudi ve, probate. Jaz bi rekla branje knjig, poslušanje filmov v teh jezikih, naprimer, kljub temu, da ne razumeš jezika. Se pravi, branje knjig in poslušanje, to je zelo dober odgovor. Je zelo dober odgovor, ni pa čist osnoven. Se pravi, neka osnova je, se pravi, kaj imajo te knjige in filmi noter v sebi. Ker recimo, ena stvar, ko nekateri mislijo, hvala Polona za odgovor, nekateri ljudje mislijo, da lahko ti poslušaš nekaj, pa ničesar ne razumeš in boš ti iz tega nekaj dobil zase, za svoj jezik. To ni res, ne boš. Moja hčerka posluša mene in ženo, ki govoriva v angleščini že 3 leta pa pol, že 4 leta in nima nobenega razumevanja tam, o čem se pogovarjava. Se pravi, da ti poslušaš nekaj, česar ne razumeš, iz tega ni nič. Vizualne izkušnje, ogled filmov, serij, občutki in misel. Vizualne izkušnje je aktivnost, ogled filmov in serij je aktivnost, predvsem serije so izredno dobra aktivnost, če ti razumeš nekje 70% plus serij. Občutki in misel se pojavljajo, pač v tem procesu, niso pa osnovni elementi procesa. Tako, imaš še kdo kakšen odgovor? Kakšen bi bil lahko osnovni element procesa? To je tisti osnovni element, brez katerega učenja jezikov ni. In s katerim učenje jezikov je. Se pravi, kaj ti dodajaš tem elementom? Zvok, zven jezikov, poslušanje realnih govorcev. Ja, prepoznavanje zvoka in zvena je pomembno, predvsem, če ti lahko ločiš različne zvoke med sabo. In to je nek proces razpoznavanja zvokov, ki se dogaja vmes. Obisk države, ja. So ljudje, recimo tujci, ki pridejo na Japonsko, ki nimajo pojma japonščine, ostanejo tam 30 let in po 30 letih še zmeraj nimajo pojma japonščine. In so ljudje, ko pridejo na Japonsko, že z tekočim znanjem japonščine, brez da so kdajkoli bili na Japonskem. Pa dam en hint, so pa tu ljudje, recimo, ki so ogromno gledali japonskih risank in brali japonskih stripov. Asociacije naslišano. Nečist. Imaš še kdo kakšen odgovor? Interes je nekaj, kar lahko te motivira, da narediš več tistih akcij, kar bo potem prineslo te osnovne elemente. Bom dal odgovor, da ne bomo predolgi, ker imamo samo 40 minut skupaj, tako? In sicer odgovor tega osnovnega elementa je sporočilo, messages, sporočila, oziroma sporočilo, message, ne? Če jaz ne znam, recimo, da vi nič ne veste o japonščini in pridem jaz sem in rečem,
Minasan, konnichiwa. Kyo, gengo no kyokuroku ni tsuite hanashimashou. In če vi nič ne razumete, o čem jaz govorim, ne glede na to, koliko uživate v zvokih ali pa kako vam je, ne vem kaj, če nič ne razumete, ne boste ničesar odnesli od te lekcije. Se pravi, govorjenje v tujem jeziku nekomu, ki te nič ne razume, je popoln nesmisel. Zdaj, če pa jaz začnem, minasan, konnichiwa, kore wa ne, watashi no te, kore mo te, wakaru? Kore wa nani? Kore wa te, ne, watashi no te. Kore wa ne, watashi no atama. V glavnem, v trenutku, ko ti zaslišiš besedo te in jo ti povežeš, da je to roka, in v trenutku, ko ti, ampak ti ne smeš v bistvu povezovati v glavi s slovenščino ali pa z angleščino, ti rabiš, najmočnejše, če ti doživiš, kaj je te. Te je to, kar si ravno zdaj videl, in potem, ko ti pogledaš svojo roko in se rečeš te, in potem ti vidiš novo sliko, ki jo povežeš s to te konceptom, ampak bistvo je, da ti razumeš sporočilo, ki ga dobiš. V trenutku, ko ti razumeš sporočilo, ki ga prej nisi razumel, zdaj to je mogoče mičko teoretično, tako zdržite z mano, se oproščam, če bom preveč suh, ampak bistvo tega zakona je ta, da se pravi vnos sporočil, ki jih nisi še razumel in jih začenjaš razumeti, se pravi jih usvojiš v procesu komunikacije, branja knjig, na filmu, se pravi nečesa, kar ti še nisi razumel in skozi ta proces razumeš ali usvojiš, ne vem, zaštekaš, da tako rečemo v slovenščini, ne? Se pravi, ja, procesiranje konteksta preko smišljevanja, prek zvočne verige, zdaj, lahko je tu zvočna, lahko je tu bralna, če imaš ti zvoke že povezane s črkami, recimo v glavi, ne? Se pravi, da nimaš ti te dislokacije samega govora, pa recimo branja, ne? Oziroma poslušanja pa branja, če ti lahko nekaj poslušaš in tudi potem tisto, kar prebereš, je skladno z onimi zvoki, ki so v tistem jeziku, je branje bolj učinkovito od poslušanja. Ker v branju recimo ti bistveno več besed dobiš noter in bistveno več sporočil prihaja pač skozi branje nekega romana, neke knjige, kot recimo ob gledanju filma ali pa pogovoru. Recimo v pogovoru se v angleščini izmenja nekje 700 besed v 90% časa. Se pravi, če mi govorimo v angleščini, bomo 90% časa procesirali 700 besed. Če pa ti bereš, boš pa ti 90% časa procesiral 2487 besed. Se pravi, imaš ti zelo drugačno pač kapaciteto, ki jo ti recimo lahko dobiš v branju, ampak bistvo je tu, ti se moraš postaviti v okolje, kjer ti razumeš sporočila. Čim ti začne, in tu, če ti vse razumeš, čeprav, če mi zdaj govorimo en jezik, ker boste vi vse razumeli, kar jaz rečem, in če bi tudi vi sami lahko z isto kvaliteto tu povedali, kar sem jaz povedal, potem ne pride do usvajanja jezika. Pri usvajanju jezika mora priti do neke vrste osmoze. Poznate, kdo ne ve, kaj je to osmoza? Oziroma, če mogoče kdo ve, lahko, če v biologiji lahko razloži na en tak bolj prijeten način, preprost način. Kar se zgodi pri jeziku je, da če je moj jezik na višjem nivoju tvojega jezika, potem se boš ti nekako skozi neko usrkovanje boš ti prihajal proti mojemu nivoju. In zdaj, kar je bistvo, da imaš ti vedno tisti nivo jezika, ki ga poslušaš in bereš, mora biti višji, nekje +1 do +2 nivo tvojega jezika. Če +2, mora biti zelo zanimivo. Zdaj, to je, kar se teorije tiče. Zdaj, lahko bi šli še v zvočno teorijo, besedno teorijo. Jaz recimo, če ti ničesar ne veš o jeziku, je malo drugačen proces, kot če ti že obvladaš nekje 70% jezika. Se pravi, če vi že razumete, zdaj, kar bom v bistvu poskusil narediti, je, da vam bom v angleščini povedal eno zgodbico. Ampak pred tem me pa samo zanima, če mi lahko odgovorite na vprašanje, kako dobro po vašem mnenju obvladate angleški jezik. In sicer, samo odgovorite tukaj, samo da vem, kje ste, da lahko vem, če vam lahko demonstriram to v angleščini. Če ste nekje... Aha.
Ok, super, super. Super. Tako, bom jaz zdaj pol v par minutah demonstriral, kakšna recimo, kakšna je, kje je bil moj začetek tele metode. In zraven bom tudi še pokazal nekaj slajdov. So we're going to speak in English for a while, for a bit. And that's going to be, it's going to be good for two reasons. One is, in case your English is not excellent, you're going to grow your English by listening to me. And in case it's already great, you're going to get the content anyway. And in case you can't understand, well, try to understand. Just focus on what you can understand and focus on the points that you can really get. So here's the thing. So that's the life language communication model that I created in Japan. And in just a second, let me. Okay, I'm gonna play here. Can you see? Okay, good. So here was the beginning. I came to Japan. I got an investment to start a business in Japan, and I looked at the problems that people had, and most people had a problem. They couldn't speak the language, no matter how long they studied, no matter how much money they invested, they couldn't speak. So and also they kept saying they don't have time. So I created a 13-week program that ended with a final presentation of 30 plus minutes. I took 411 people through, 369 people completed 90%, and the growth was between 80 to 1,500% in their spoken language according to their self-assessment. And we've also done some tests, and the tests also show significant improvement. Now, I had 5 points that I implemented there that you can also implement yourself in your own language learning for your own chosen languages. So I made sure I coached the player of a language game, and then we immerse a client in a good content. I created a space of comfort of myself and my staff for the people who were in the program. We got into their lives, so we really made sure that we found the content that they really loved, and I ensured frequent communication. Now, this was a transition from the language learning to language acquisition. Was a transition from confidence to comfort, and also was a transition from the teaching to coaching. So I found that language coaching really made a huge difference. And also there was a transition from speaking to communicating, right? And there's one interesting thing is that when I started my business in Japan, I started in a wrong way. Like most language schools definitely teach languages in a wrong way, like I started. So I started teaching in a wrong way. And I already invested a lot of money, brought in a lot of people in those wrong approaches until I realized through my own Japanese acquisition that it doesn't work. And then I stopped it. I basically pulled out, I took the losses, and I created a new method based on the new discoveries. I changed it 8 times. This is the 8th program. Actually, this year I have a year-long program with Slovenians and Japanese people that we all speak in English, and we all kind of have the environment of English speaking that we started. Anyway, so I kept changing, right? And one of the key things that changed for me was I looked at myself together with studying Stephen Krashen and Steve Kaufman. I also looked, how did I get to speak English? Because basically my English from the age of 20 is better than my Slovenian. And I've never been abroad before. So I haven't taken any school classes abroad. I've never, I've had 0 formal education abroad. Basically everything was in Slovenia. I've had no extensive travels before the trip around the world that I went out. I had no deep friendships outside. So I was basically in Slovenia most of my adult life before the age of 20. Now, what happened was when I was 17, I had this real lack of understanding of English content. For example, if I watched CNN, I couldn't understand what was happening in the 9/11 event. I couldn't understand exactly what they were talking about. So I just want to know from you guys if you can just answer back, who of you have problems when you watch CNN, BBC, or some really fast-paced videos that you can't understand what they're talking about exactly, so you can't really get it? So who of you can just say yes or not me or whatever in your answers? So anyways,
what happened at the age of 17 was I had a different problem. And it's a little bit embarrassing, right? But bear with me. So I didn't have a girlfriend, and my schoolmates did. And some of them had many girlfriends. I had nothing. So basically, no girl that I liked at my age when I was 17, 18 really kind of digged me, you know? So I was like really feeling lonely in this area and really, really frustrated. So what I did, I went online and I searched for how to get a girlfriend content. So I got some guy who was teaching, you know, techniques, how you can get the girl's phone number, how you can kiss her in 4 steps and so on when you're on a date. And I bought that and I started, you know, I got it home, the big package with 20 CDs and DVDs, and I put the DVD in and I couldn't understand what he was talking about. So I studied really hard from then on, right? So it took me two years of studying and kind of listening to that every day until I grasped it completely what he wanted to say, right? And long story short, at the age of 19, I had my first like big love that was really, really great. And I kind of grasped how, you know, how women function, and was really a big revelation for me. But what I didn't notice that in that process, in those 2 years of listening to this content and some other content, I basically grew the language. So it was the content that really created the language for me. Now, it similarly happened in Spanish, in Japanese, recently in German, in Italian, in French. Basically, every minute I spent with content I really loved about the language, that's when I grew the language a lot. Torej, če gremo malo nazaj v slovenščino, za tiste, ko mogoče niste vsega razumeli, bistvo je to, da ti najdeš tiste vsebine, ki te res potegnejo noter, skozi to potem ti usvojiš jezik. In zdaj, pač odvisno od tvojega nivoja jezika. Recimo, to je tisti ta prvi korak, če si ti na B1 plus recimo nivoju, boš ti skozi branje in poslušanje zanimivih vsebin s pravimi orodji, s pravim sistemom lahko zelo napredoval. In bomo samo na kratko povedal primer, zdaj, to je mišljeno drugače od 3 do 4 urno predavanje, ker bi šel čez vsa različna orodja in vse te stvari, ampak zaenkrat bi vam pokazal sam, kaj smo naredili s projektom LLB 2020. Se pravi, to je projekt, ki poteka zdaj tekom letošnjega leta. Noter je 37 ljudi, tu so ljudje približno pol iz Slovenije, pol iz Japonske. In vsak od teh ljudi si je zbral eno temo, ki ga zanima, nek cilj, ki ga ima za letošnje leto, tema, ki ga zanima. Jaz sem pa prek online univerz našel najboljši program na to temo in mu naredil neke vrste lekcije iznotraj tega programa. Zraven sem uporabil en sistem, ki se imenuje LingQ, ker sem potem vse tiste vsebine, to je 100 strani recimo tega, smo dali noter v ta sistem, se pravi, lahko nekdo bere in hkrati potem klika na tiste besede, ki jih ne zna, in z vsako minuto recimo dela pridobi tako zelo hitro usvajanje tega, da razume. In kar tudi počnemo, da se vsak dan pogovarjamo po 10 minut, vsako jutro, in potem se enkrat tedensko dobimo še kot skupina in razmišljamo o določenih skupnih vprašanjih, recimo, ki jih imamo. In zdaj, jaz namesto da bi popravljal, pošiljam tiste recimo stavke, ki bi jih jaz recimo izrekel boljšo v angleščini, kot jih je ta oseba, ampak zgolj zato, da bo on lahko tisto končno predstavitev, ki ima 30 minut, lahko ima boljšo. Se pravi, ne gre za popravljanje, ne gre za učenje, ne ukvarjamo se z jezikom, ampak se neprestano ukvarjamo s tisto temo, ki jo nekdo želi obdelati. To je lahko recimo uspeh, success, to je en odličen tečaj na eni ameriški univerzi. Potem je healthcare systems, ki je odličen tečaj za razumevanje teh zdravstvenih sistemov, ki ima ena japonska stranka, ki ima svojo kliniko. Potem sem tudi za nekaj samskih fantov našel odlične programe za to, kako vstopati v boljšo komunikacijo s puncami. In potem so tudi recimo programi za recimo ušesa, pač kako
kako pač enega pač ušesnega kirurga, imam prav recimo en program iz ene univerze, kako biti pač boljši ušesni kirurg. V glavnem, vse te teme, ki ljudi že zelo zanimajo v tistem ciljnem jeziku in pa jih pripravim do tistega nivoja, kjer so, glede na njihov besedišče, pač na test, ki ga naredimo prej, in potem do tistega nivoja, pač tu nekje 1+2 višji nivo, kjer so zdaj, in potem imajo projekt v 3 mesecih, da to obdelajo in dobijo certifikat. In jaz jim pri tem pomagam, jih nekako vodim tako korak za korakom, dokler ne pridejo do konca. In to je recimo en tak primer, ene take dobre prakse, da tako rečem. Ampak zdaj na vaši strani, lahko si tudi nekaj takega sami organizirate skozi to, da si, se pravi prvič, najdeš en cilj, ki ga imaš mimo samega jezika, ampak en cilj, ki ga si res želiš doseči. Seveda si izbereš svoj tarčni jezik. Potem tretjič, najdeš na internetu neke kredibilne, dobre informacije. Zdaj, razlika med dobro pa slabo informacijo. Dobra informacija je nekaj takega, ker se več univerz recimo bo strinjalo, da je to en tak dober pristop, ali pa da so to ljudje, ki res, pač en tak občutek morate malo imeti, kaj recimo trash, ogromno imate teh smeti na internetu, pa en par informacij imate dobrih. Recimo Input Theory of Stephena Krashena je primer recimo dobre informacije na področju učenja jeziku. Ne vem, prepričevanje, da neka metoda recimo deluje, je recimo nek nizek prak, recimo. Skratka, neka teorija, nekaj, kar se lahko dlje časa noter zadržiš in dovoliš, da se ti možgani spremenijo skozi razmišljanje in razumevanje te nove teme. In skozi to se pol jezik v bistvu mimo vsega skupaj vnaša vate. In potem četrtič, najdi si nekoga, ki govori jezik boljše od tebe in na nek način se z njim zmeni, da je lahko s tabo 10 minut na dan komunikaciji, recimo 5-krat na teden. Lahko mu nekaj plačeš, če to lahko, ne vem, mu ponudiš neko drugo uslugo. Skratka, to je neka oseba, ki zna biti resen in ki te zna poklicati recimo vsak dan za 10 minut in potem se pogovarjate o tej temi, ki jo skupaj študirate. In petič, na koncu, to je najbolj bistveno, na koncu tega 3-mesečnega obdobja, ne priporočam več kot 3 mesece, ampak na koncu tega 3-mesečnega obdobja si naredite 30 minut, kjer boste pred skupino ljudi mogli v tem jeziku govoriti o neki temi, ki si jo že na začetku zberete. In to je lahko popolna sprememba življenja tistih, ki ste tu probali. Najbolj me pa zanima tudi vaš feedback, tako da jaz vam tukaj tudi napisal moj mail in me zelo zanima vaš feedback, dodatna vprašanja. In jaz sem pač en tak študent procesa učenja jeziku, tako če boste kjerkoli našli še kakršenkoli proces, ki lahko dopolni tale proces, ki sem ga že predstavil, vam bom hvaležen, pa tudi zanima me tisti, ko ste probali to, kar danes počnemo, kaj je. Tako da, jaz sem probal biti kratek, predajem besedo, mogoče nazaj Poloni. Ja, živim. Hvala, Matej, za tole zelo zanimivo. Jaz bi imela eno vprašanje še mogoče zate. Če ima kdorkoli od vas še vprašanje za Mateja, vas prosim, da nam ga zastavite sedaj. Ampak, naprimer, koliko časa nekje potrebuje oseba, da se nauči nekih osnov nekega pogovora, naprimer, da je sposobna komunicirati v takem vsakdanjem jeziku, če je bila prej na stopnji 0. Se mi zdi, da včasih nam zmanjka tudi ta potrpežljivost mogoče. Mislim, koliko časa je res potrebno nekje, da prideš po tej tvoji metodi iz ničle. Če vzamem primere mojih učiteljev, recimo Aida Hossa Ness je en izmed mojih učiteljev, on je potreboval 2 tedna, da je prišel do pogovorne nemščine. Moj drugi Oli Richards, recimo, on je potreboval 6 dni, da se naučil tajščine do točke, ko lahko 45 minut bo govoril iz nule. Zdaj, pač gre za neko število ur, pa gre za proces, ki ga tukaj porabiš. Gabriel Weiner je en tak ljudi, kot tudi recimo se francoščine naučil do nivoja C1 v roku 3 mesecev, recimo, iz skoraj nule. V 7 tednih se naučil nemščine tudi iz nule. Tako da, kar se tiče rekordov, to je v bistvu gre v urah tu, da priješ do tega, ker ti za govor jezika rabiš v bistvu 630 besed. Če ti recimo znaš 630 besed v angleščini, lahko ti poveš praktično vse, kar želiš povedati, tudi če ne veš nobene slovnice. Recimo, če ti jaz rečem yesterday, store, go, I, store, hungry, hungry, ham, take,
money, no, run, police, run, I, run, catch. Razumeš, kaj sem ti povedal, ne? Tako da najprej ti moraš priti do tega nivoja, da lahko ti 630 besed pravilno izgovoriš. Da si vsaj razumljiv. Recimo pri vietnamščini sem se probal učiti, sem največji problem ta, da kljub temu, da sem vložil 2 ure, jaz sem tako vložil pod uro do 2, recimo uro pa pol za kitajščino, ne vem, 2 uri za tajščino in tako dalje. Sem po par urah recimo probal vložiti noter in sem videl, kaj sem z tega dobil. Ne? Recimo pri kitajščini sem se naučil recimo na 45 sekund se pogovarjati po teh 2 urah. Ne? Zdaj, kar je bilo v bistvu največji problem pri vietnamščini je bil ta, da nisem mogel za tistih 8 tonov recimo zaslišati. In če ti ne slišiš razlike med zvoki, se ne moreš učiti besed. Ne? In v bistvu v zadnji čas sem našel na hitro metoda za se učiti, če ti ne razumeš zvoku jezika, je najboljša metoda minimal pairs. Fluent Forever, Gabriel Weiner je to razvil. To je najhitrejša metoda, da se naučiš recimo zvok v jeziku. 630 besed je tudi zbranih na internetu, če napišete 630 words of any language, spet Fluent Forever, napišete, lahko boste tudi našli. Če ti tak 630 besed naučiš, zato rabiš recimo z Anki karticami cirka 9 ur, recimo, ne? Ti se v 9 urah lahko pol naučiš pogovarjati v tem jeziku. Ne? Tako to je v bistvu zelo nizek nivo, da ti znaš govoriti v jeziku. Bistveno je to, da ti priješ do nekje 15 do 20 tisoč besedišča v jeziku, da lahko ti recimo gledaš en dober film. Ne? In to je tisti proces, na katerega se moraš usmeriti in potem ta govor vmes pač rata, kjerkoli rata, ne? Odvisno od procesa. Potem mogoče te aplikacije, ki jih je sedaj kar nekaj, Duolingo in podobne, ki dejansko temeljijo na tem, da te učijo najprej nekega besedišča, so vseeno mogoče tudi neka dobra začetna točka. Ne, Duolingo absolutno ne. Mislim, Duolingo je nekaj, kar delaš, če rabiš izgubljati čas, ampak to ni nekaj, kar se boš naučil iz jezika. Bi odsvetoval, torej, niso te aplikacije prava pot. Kaj bi pa Veš kaj, so aplikacije, ki so boljše pa slabše, ampak bistvo, da ti veš, da ti rabiš biti v okolju, ker ti vnašaš vase vsebine, ki bo imel noto sporočila, ne, messages. Ti moraš dobiti določeno število messages, ne, ki so nova zate. Ne. In zdaj več teh messages, ki imaš ti na uro, ne, novih, ki jih ti razumeš, ki jih prej nisi, hitreje se učiš jezika. Zdaj, če se ti učiš besedo za besedo, brez konteksta, brez, ne vem, vsega skupaj, ok, mogoče boš tam pol ti si pohitril za 15% kasneje ta cel proces, ampak ti se lahko v par urah naučiš tistih, mislim tako, tisti, ki delajo Duolingo, je jasno, da ne razumejo osnovnega procesa, kako se jezik učimo, ne? Kar se ne more se na tak način. Če recimo je pa ena dobra aplikacija, pa Fluent Forever aplikacija, ne? Bo tukaj napisal Fluent Forever. To je pa recimo aplikacija, ki te nauči, ne vem, 44 elementarnih zvokov v nemščini, ne? Pol te nauči teh 630 besed recimo v nemščini, pol te nauči tistih, ne vem, 8 slovničnih struktur, ki jih potrebuješ, da lahko recimo začneš komunicirati, ne? To je recimo ena taka aplikacija, ki je dobra, spet je fajn razumeti metodologijo, ki je zadaj, ne? In zdaj jaz se delno strinjam s to metodologijo, delno ne, pač Gabriel Weiner ima tudi svoje fore, ki jih jaz čist na prevzamem, kot odvisno pač od nivoja jezika, pa od interesov, ki je si, ne, ampak vsak ima nekakšne take svoje, preveč na široko odgovarjam, verjetno. Ne, v redu, imava pa eno vprašanje gospoda Milka Grebenca in sicer, kakšno je tvoje mnenje o učenju pod hipnozo? Brez veze. Brez veze. Ni. Pa če zaključiva mogoče, kaj bi svetoval nekomu, ki začenja z učenjem jezika popolnoma na novo? Kateri so, ne vem, tri točke, 3 koraki, ki se jih naj loti in jih naj opravlja, na primer, vsakodnevno? Ta prvi korak je, da se zaveda, če res začenja čisto na novo ali ne. Tako da boj si naredi nek test ali pa da gre online in prebere neko osnovno zgodbico in pogleda, če jo razume ali ne. Mogoče je tako dober tudi nivo link.com, na različnih recimo nivojih različne zgodbice. Najprej moraš ti vedeti, kje si, ne? In potem, ta druga zadeva, najdi si neko temo, lahko so tu zgodbice v tem jeziku, lahko so tu pač nekaj, kar uživaš že v govorjenju,
oziroma uživaš že v delu na tem in lahko si z lahkoto recimo dodaš to svojemu vsakdanu. Recimo ena izmed takih dobrih knjig je tale, če upišete Ollie Richards. Ollie Richards je recimo v različnih jezikih naredil zgodbice, ki so bile izdane, mislim, od Penguin Press v zadnjem času, so bile izvrstne, so tudi na audible.com najde, na Amazonu, pač v različnih oblikah. In neka taka zgodbica je nekaj tak, kar te lahko pripelje do B1, B2 nivoja, recimo skozi zgolj branje teh zgodbic. Ne? In potem definitivno najdi si teh 630 besed, downloadi si aplikacijo Anki, bom tudi tukaj napisal, in potem, ni jih več 3, no. Prav naj 3, ajde gremo nazaj. Lahko več. Prvič, poglej realistično, kje z jezikom si. Drugič, nastavi si cilj, ki delno vključuje učenje jezika, delno pa vključuje nekaj, kar je tebi všeč. V mojem primeru je bilo zelo pomembno pri 17 letih, da najdem punco. Oziroma punce. In zdaj nekaj pač, ti moraš pri sebi ugotoviti, kaj je ono, kar te boli, o čem sanjaš, kaj je tisto, kar si želiš. Zdaj se me recimo bolj zanima starševstvo, mogoče kako moje punce, spraviti spat recimo zvečer. Skratka, ti moraš najti nekaj, kar te zanima. Potem pa ta tretji korak je, ki je najpomembnejši, mogoče najdi kvalitetno gradivo na to temo. Internet je poln smeti, polnenih stvari, ki se bleščijo. In ti skozi nek proces, pač, ki ga sam pri sebi razvijaš, najdi na najbolj kritičen način nekaj, kar je, 100 tisoč ljudi recimo ocenilo kot dobro, ali pa ker je več univerz recimo tukaj zadnji, ali pa ker je več ljudi, poskusi jih mogoče včasih malo ven iz unga, ker če ti želiš govoriti jezik, pa boš nekaj smeti iz sebe metal ven o nekih stvareh, recimo, da je koronavirus, prišel iz nekega laboratorija ali pa da so ga, Američani potaknili. Če take neumnosti govoriš, bolj, da se ne naučiš unga jezika, ker boš sam širil neke nesmisle ljudem. Ne? Bistvo, da si ti poleg tega, da se učiš jezika, tudi naučiš nekaj kvalitetnega za povedati v tem jeziku. To je bistvo. To je tretja stvar. Nauči se povedati nekaj kvalitetnega v tem jeziku, ki se ga naučiš. Se pravi, najprej zaznavanje, kje si, potem cilj in potem kvalitetno gradivo. In tukaj pravi Barbara, kakšen nasvet, vse dobro razumem, zelo težko pa spregovorim v tem jeziku. Govor, to je zdaj ena čist druga stvar. Če ti že razumeš jezik, pa rabiš sam govoriti, to so moji klienti, ki jih v 30 minutah lahko ta problem rešim. To je najpreprostejši problem. Ni treba, da priješ k meni, da rešiš ta problem. Pri tem problemu rabiš ti sam v bistvu ugotoviti, kaj ti moraš ugotoviti spet pri sebi, katere stvari so res, pa katere stvari ti verjameš, ki niso res. In tukaj sem razvil eno metodo, ki se imenuje comfort building, ne? Ker sem v bistvu skozi trditve v nekem procesu sva spravljala na tisti pač negativni inovac, so one stvari recimo z ono stranko, ki niso resnične o njem ali pa o njegovem ali pa o samem jeziku in tako dalje. Enkrat, ko ti veš, da ni resnično večina tistih stvari in ko si prepričan tudi, da ni to več resnično, recimo to, da je tvoj zvok zveni dobro v jeziku ali pa tudi, pač kupenih teh stvari verjamem, ki niso res. V trenutku, ko ti tam teh neresničnih stvari več ne jemlješ, rata tudi efekt, ko ugotoviš, da ni več Dedka Mraza. Ni več Miklavža, recimo. Jaz se spomnim onega trenutka, ko sem zvedel, da ni več Miklavža. V tistem trenutku ne moreš ti iti več nazaj živeti, kot da je Miklavž. Enkrat, ko ti ugotoviš, da je v svetu 700 milijonov ljudi, ki govori verjetno angleško slabše od tebe, ampak še zmeraj govori, in ko veš ti ta podatek, ti tu pomaga pri tem, da preprosto nadaljuješ. Recimo, ko mi imamo te pogovore v angleščini z nekom, ki rabi ta proces, ne? In potem na koncu tega procesa nekako pride do neke svobode. Upam, da sem. Mislim, da vsi imamo nekako probleme, bom rekla, tudi s samozavestjo pri nastopanju v tujih jezikih, kljub temu, da mogoče vemo, da obvladamo jezik, je tle ta, bom rekla, neka slovenska skromnost, vseeno prisotna v večini od nas.
povem, Polona, ne gre za samozavest. Tukaj je mogoče ena največjih lukenj, če gremo v to luknjo, če pademo noter. Če ti probaš razvijati samozavest, je to en tak neoprijemljiv koncept, ki ga ne moreš nikoli razviti, ki ga samo v svoji glavi se nekako vrtiš okrog svojega lastnega repa. Ne? Tako samozavest smatra, da nima nobene zveze pri tvojem učenju jezikov, oziroma pri tvojem govorjenju. Samozavest, ki se zgodi na podlagi nečesa drugega. Ne? In če ti se zmeraj sprašuješ, kaj je tisto, kar se mora zgoditi, da se jaz lahko spregovorim, ne? Boš vedel, da ena učinkovitejša zadeva od samozavesti je udobje. Če ti pogledaš tukaj, samo še to imaš še 2 minutke, ali? Lahko. Okay, če si zamišljaš tukaj en kontinuum, ne, med tesnobo in udobjem. Tesnoba in udobje sta dve, zakaj, na podlagi česa sem prišel tega. V teoriji Stephena Krashena je nekaj, ki se imenuje affective filter. Ne poznam slovenska beseda za to. Ampak teorija affective filter pravi, da če imaš ti občutiš tesnobo med samim procesom usvajanja jezika, se ta jezik ne bo usvojil, oziroma tudi ne bo prišel ven iz tebe. Se pravi, tesnoba je največjih zapiralcev. Anxiety, ne? Je tisti največji zapiralec samega govora, kot tudi usvajanja. In zdaj, kaj je tisto, kar je nasprotje tesnobe, ni samozavest, ampak je udobje. Ja, sproščenost, ne? Je tista verjetno. Prav udobje, ko si ti udoben sam sabo, tudi če nisi sproščen, ampak če si udoben sam sabo, takšnim, ko si, vključen, da začneš, da rečeš, veš kaj, počutim se neudobno s tem in se ti rečeš, ok, jaz postajam udoben s tem, da sem neudoben. Ne? Ko ti začneš, in zdaj udobje, zdaj proces do udobja gre skozi sprejemanje. Ko ti sprejemaš neko situacijo, nekaj tako, ko je in tako, ko ni, brez dodajanja na česa drugega, ti zgolj sprejemaš nekaj. Ne? Aha, sprejemam, da je moj nivo jezika na 30% po mojem. Sprejemam, da govorim slabše od tega in tega. Sprejemam, da. Ko ti te stvari sprejmeš, naenkrat se zgodi udobje. Udobje se zgodi, kot recimo tukaj zaspiš. To je nekaj, kar se zgodi. In ko se zgodi udobje, kaj se zgodi iz tebe? Začne bruhati jezik. In tudi vate začne liti jezik. Se pravi, ti moraš ustvariti to okolje, ker jezik iz tebe bruha in lije vate. Ne? Super. Hvala, Matej. Tu smo zdaj dodali še nek add-on. Hvala tudi vsem udeležencem, ki ste bili prisotni z nami. V našo družbo vas vabimo spet čez teden dni, v sredo ob 11. uri, ko se bomo dotaknili komunikacije v virtualnih srečanjih. Toliko z naše strani, ostanite zdravi.